Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Pomlad v Volčjem Potoku je že lepa, tako kot vedno. Začelo je cveteti, ptice na drevesih so živahne, pa tudi mi smo kar naenkrat oživeli in predstavljamo naše nove programe in novosti, ki jih bo v letošnjem letu kar veliko. Naj naštejem, da je stolp ena od velikih pridobitev v Arboretumu v Volčjem Potoku. 10 metrov visok stolp, iz katerega imate razgled vse do Ljubljane, do Triglava in na vse okoliške kamniške hribe se lepo vidi. Pa ne nazadnje gledamo v arboretski parter. Ta stolp stoji na vrhu hriba ob grajskih ruševinah, kar je zelo zanimivo za obiskovalce, ki se bodo morali malo povzpeti na ta stolp. Ta stolp lahko sprejme 16 obiskovalcev, tako da je varno in prepričan sem, da bo zanimiva atrakcija za vse obiskovalce v Volčjem Potoku. Poleg stolpa imamo v Arboretumu nov vlakec. Ta vlakec sprejme od 12 do 50 ljudi, je električen, kar smo si želeli, da ne onesnažujemo okolja, da tudi ne ropotamo po Volčjem Potoku in seveda bo zanimiv za vse tiste goste, ki teže hodijo, seveda tudi za mlade, ki si želijo peljati z vlakcem in pa tudi za družine. Je lepa popestritev Volčjega Potoka, kar dolgo smo ga čakali, ampak smo ga dočakali. Poleg tega pa bo v Volčjem Potoku tudi nov lokal za hrano, kjer se bo dalo nekaj malega pojesti, seveda dobro nekaj popiti in pa tudi pojesti nekaj dobrih slaščic. Tudi na to pridobitev smo čakali kar dolgo, ampak mislim, da je bilo vredno. Ta objekt v sredini parka smo lepo uredili. Konec leta bomo tudi imeli javni razpis, na katerem upam, da bomo dobili ali že obstoječega ali novega gostinca, ki bo dobro poskrbel za vse naše obiskovalce. Ne smemo pozabiti na koncerte, ki bodo v Arboretumu skozi celo leto, in pa tudi kino, ki bo v Arboretumu in je že tradicionalen, ki ga obiskovalci radi obiščejo. Predvsem pa mislim, da se bodo tudi razveselili otroci, saj bomo na otroškem igrišču ponovno postavili manjši stolp oziroma stolp, kjer se bodo lahko vzpenjali, kjer bodo imeli svoj razgled in bodo otroci imeli svoj stolp. Pa tudi to otroško igrišče bomo malo popestrili, naredili bomo nekatere manjše novosti in seveda igrala osvežili. V prihodnjih letih pa načrtujemo večjo obnovitev otroškega igrišča, kar se mi zdi, da bo razveselilo starše, družine, otroke in pa vse tiste, ki nas radi obiskujejo. Nismo pozabili tudi na posaditev novih dreves in pa zasaditve novih gred. Poleg tega pa smo pripravili neko zanimivo postavitev rastlinskih skulptur. Postavili bomo 3 konje v več kot naravni velikosti, ki bodo oblečeni v zeleno preprogo, v žive rastline in bodo stali pred našo staro upravo. Torej, pogled na staro upravo in na konje bo res veličasten, saj so te skulpture visoke skoraj 4 metre. Poleg tega pa imamo za drugo leto zelo velik načrt in velika naša želja je, da bi uredili oranžerijo, za katero smo že v lanskem letu uredili vso dokumentacijo, uredili vse načrte. V letošnjem letu pa pripravljamo dokončno pridobitev gradbenega dovoljenja in pa tudi pridobitev izvajalcev za izvedbo te oranžerije, ki bo skozi celo leto vabila goste. V njej bomo imeli skozi celo leto razstave cvetja, razstave čebulnic, razstave dekoracij v vrtu in pa tudi druge kulturne prireditve. Tako da v Volčjem Potoku bo tudi v letošnjem letu živahno in pa zanimivo skozi vse leto. Mislim, da
delamo prav, saj se že sedaj vidi, da obiskovalci komaj čakajo, da pridejo v ta krasni svet, ki jim daje moči za življenje, ki ni vedno lahko, ampak mislim, da tukaj kar precej pozabijo na skrbi in tudi spoznavajo, kako lepa je ta naša narava.